Centralnega komiteta Zveze komunistov Slovenije. Namreč 13.7. Andrej Marinc takrat skliče 125. interno sejo sekretariata ZKS Zveze komunistov Slovenije, na kateri so bili prisotni Andrej Marinc, Lojze Briški, Milan Kučan, Vlado Janžič, Fran Šetinc, Danica Jurkovič, Gojko Stanič, France Popit, Sergej Krajger, Tone Kropušek, Marjan Orožen in pa seveda na sejo so vabljeni še pripadniki službe državne varnosti, med njimi tudi Marjan Orožen, Egon Kondrani, Boris Mužič, Stane Markič, Martin Košir. Sejo je vodil sekretar sekretariata takrat Andrej Marinc. Dnevni red je bil razprava o aktualnih vprašanjih sovražne aktivnosti ter naša organiziranost in delovanje v zvezi s tem in druga točka je bila razlog. Takrat na tej seji so poročali o dejavnosti hrvaške imigracije. To je bil dan, ko je bil še Stjepan Crnogora živ v Ljubljani, se pravi, govorimo 10 dni po njegovi ugrabitvi. Po tej seji, 4 dni po tej seji približno, točnega dneva ne moramo ugotoviti zaenkrat, je pa Stjepan Crnogorac likvidiran. Verjetno na način, ki je danes nekaj ne znam, mogoče tudi za uporabo sredstev za tiho likvidacijo. Na tej seji so tudi sklenili med sabo, da bojo takrat naprej tudi v službi državne varnosti, da bojo imeli še bolj vse pod nadzorom, komunistične partije organizirali, da bojo tudi v službi državne varnosti morajo delovati osnovne organizacije Zveze komunistov. Podprli so, da se jim dodajo dodatna sredstva za delovanje in podobno. Torej, Milan Kučan je takrat na tej seji bil. Na tej seji je Boris Mužič poročal o aktivnosti, ki so se dogajali. Najverjetneje tudi o tem, kaj je storil sam 10 dni prej za ugrabitvijo Stjepana Crnogorca, za katerega so pač imeli oceno, ki se je tako izkazala potem za napačno, da naj bi on vodil drugo skupino, ki bi naj prišla takrat v Slovenijo. Veste, da se je takrat konec junija v Slovenijo prišlo 19 pripadnikov Hrvaške revolucionarnega bratstva preko Mute, tako imenovani akcija Felix Radoša in podobno. In ta druga skupina bi naj se pripravili, bi naj vodil prav Stjepan Crnogorac. Po njegovi ugrabitvi zaslišanju so videli, da so udarili mimo, ker človeka več niso mogli vrniti nazaj v Avstrijo, ker mu niso mogli soditi, so ga pač likvidirali. In še zadnja točka, predam besedo. Omenil sem nam govoril par besed o zakonu o arhivskem gradivu. Ne vem, če poznate tega gospoda za mano. Naš predsednik je bil, ne? Točno, Turk, ja. Turk, ja. Zakaj se je izbral ravno to sliko? Ne. Turk. Za zadnjo spremembo arhivskega gradiva, kaj se v bistvu spreminja? Najte prvo bi hotel nekaj povedati. Leta 90 je v arhiv Slovenije bila prenešena gradivo Zveze komunistov Slovenije. Od takrat je to arhivsko gradivo popolno odprto. Uradno tudi verjetno zato, ker nihče ni pravno nasledil Zveze komunistov Slovenije v tistem pravnem elementu prevzel. Arhiv je to prevzel in ker ni bilo ustvarjalca, verjetno takrat niti ni bilo nobenega dogovora, pogodba, kako dolgo se ta arhiv mora hraniti. Mi smo ga do sedaj imeli za popolnega odprtega in smo lahko vse zadeve od posebnih spisov, vseh sej Zveze komunistov, vseh 20 let gledali brez kakršnekoli omejitve. S tem novim zakonom, ki se sedaj
pripravljen, ki bo sedaj šel v tretje branje, pa se zaradi predloga zaradi osebnih podatkov spreminja in se nekako to gradivo uzakonja. In pravijo, da tudi gradiva, ki nimajo svojega ustrojavca, naprimer to gradivo Zveze komunistov Slovenije, in pa vsa ostala gradiva od SZDL-ja in vse ostalo, ne bojo več dostopna javnosti v tistem delu, ko se govori o osebnih podatkih. To pomeni, da vsi osebni spisi članov Zveze komunistov, vse posod, kjer se omenja nekakšna bolezen ali pa karkoli, bojo umaknjeni in to na način, če je to spis in če bo na eni strani pisano in če je ta spis, naprimer skup zvezan kot en dokument, če bo na eni strani pisano, da je nekdo bil bolan, se bo vse spis umaknil. Se pravi, ne da bi se premaknil samo tisto, pa kompletni spis se umaknil. Tako je to v novi noveli zabeleženo in tako je. Seveda pa ne boste mogli prebrati niti, naprimer, življenje pis Danila Turka, ki ga je napisal 22. novembra 71. leta. No, on je še takrat vedel, da bo postal glavni sekretar OZN svetovne, kjer je že takrat na šoli ustanovil sem študijski odbor za vprašanje samoupravljanja na srednji šoli in kot predsednik tega odbora organiziral širšo debato o tem vprašanju, kar se je pozitivno odrezalo delo aktivne ZMS. Bil je član kluba OZN na gimnaziji Tabor v Ljubljani. Novinarji potem, če imate ključek, vam to vse skupaj dam, pa lahko imate. Spravi, takoj, ko bojo sprejeli to novelo, bojo te stvari ostale nedostopne. Tudi arhiv za Milana Kučana, partijski in za vse ostale. Drugo, kar je tukaj še zelo pomembno, je to, da je, ne glede na to, je v tem pisal, da nosilci javnih funkcij v starem sistemu niso bili zaščiteni. To pomeni, če je bil kdo nosilec javne funkcije, smo mi, raziskovalci, vseeno lahko prišli do dokumentov. Sam dokazal smo mogli, da je bil nosilec javne funkcije. No, s to novelo, da bomo pred zakonom vsi enaki, tako so bili oni enaki pred zakonom, pred sami občani, pa govori o tem, da bojo vsi enaki in da to več, da v nosilcev javnih funkcij več ni in da je tam zdaj vse enako. Se pravi, da morajo arhiv ščititi osebne podatke Kučana, če je bil bolan isto kot pa nekoga Mariborov, ki je hodil vsak dan 8 let službo. Tukaj je problem in upam, da mogoče bo zdrave pameti in da se to ne bo spremenilo. Predvsem zato, ker ta arhiv ni nobenega ogrožal. Po časopisi veliko beremo poslanci, kdo je bil član Zveze komunistov, kdo je bil, kaj je delal vse skupaj. Jaz še ne spomnim v 20 letih, da bi kdo novinar šel v arhiv pa vzel za vse poslance, ki so bili člani Zveze komunistov, njihov spis, pa jih prebral, pa to mogoče objavil. Tudi za Turka smo imeli kampanje vse skupaj, pa tega gradiva nihče ni gledal. Zakaj ne? Ne vem. Je pa arhivsko gradivo ravno zato, da ga gledamo in da se z tega kaj naučimo in da ga lahko uporabimo za boljšo prihodnost.